Dobrodošli v novem videu in v tem videu vam bom povedal, kako varno investirati v stock market. Verjamem, da veliko od vas v bistvu noče investirati naprimer na tak način, kot jaz ali pa mogoče kakšen drug investor, da se jim zdi to preveč riski in da hočete v bistvu malo bolj safe assete, tudi če so returni mogoče malo manjši, zato ker bo se veliko bolj comfortable z tem načinom investiranja. Tako da te strategije so primerne za vse une, ker nimate preveč radi tveganja, mogoče si ne morete privoščiti preveč tveganja, mogoče za kakšne starejše, ki pač si res ne morejo privoščiti preveč tveganja. In pa nasplošno za bolj take safe type ljudi, ker bo se najverjetneje lažje spal s takimi strategijami, kakor kakšnimi bolj agresivnimi mogoče. No, ampak najprej bi pa rad omenil, da je nemogoče investirati v stock market, brez da bi vsaj malo tvegali. Zato, ker v bistvu nima veze, v kaj investirate, vedno je šansa, da boste izgubili denar short term. Zdaj, šansa je tudi, da boste izgubili denar na long term, ampak je to toliko majhna šansa, manj kot 0,1%, da če bi se to zgodilo, bi v bistvu imeli večje probleme, kot to, da ste izgubili denar v stoksih. Tako da obstaja verjetnost, da izgubite denar tudi s temi strategijami, ki jih bom danes omenil, ampak je ta verjetnost zelo, zelo majhna. Tako da, če pa hočete risk-free investment, pa probably stock market ni za vas, mogoče si pogledajte v kakšne bonse ali pa kakšne varčevalne račune na banki. To je ponovadi tisti res safe money, ki ga dobite, ne glede na vse. No, in za varno investiranje bi najprej v bistvu rad izpostavil par stvari, ki se jim rabite izogibati, da boste varni v stock market. In sicer prvo kot prvo, izogibite se marginu. Margin je v bistvu, da si vi sposodite denar, ki potem z njim lahko investirate. To zelo velikih exchangeov ponuja margin, se pravi, recimo imate na accountu 1000 evrov in vam ponudijo, da si lahko sposodite še 1000 evrov od njih in imate pa v bistvu 2000 evrov za investirati. Kar je vse lepo in cool, dokler ste v plusu, ampak kar je tukaj problem je, da enkrat ta vaša pozicija, pa recimo, se pravi, če ste imeli 2000 evrov, če bi to padalo za 50% na 1000 evrov, bi se vam v bistvu pozicija likvidirala. Zato, ker vi ste imeli na accountu samo svojih 1000 evrov in teh 1000 evrov se v bistvu zdaj izgubili. No, druga stvar, ki se izogibate, so optionsi. Pri optionsih vi v bistvu samo stavite, da bo stock na neki določeni ceni čez nek določen čas. In tukaj bi v bistvu rad povedal samo, da 90% retail investorjev, se pravi investorjev, ki niso institucije, investorjev, kakor jaz ali pa vi, v bistvu izgubi denar. Izogibite se shortanju, zato ker, kakor mi vemo, long term gre stock market itak na gor, ampak druga stvar, ki je pa nevarna pri shortanju, je, da lahko izgubite več kot 100%, zato ker, ko vi shortate, v bistvu betate, da bo šel stock na dol in v tem primeru, če gre stock na gor, gre lahko za več kot 100% gor, se pravi, lahko izgubite več kot 100% denarja. Sem naredil en malo daljši video o shortanju, če vas več zanima o temu, si ga lahko greste pogledati. No, in še zadnja stvar, ki se izogibite, če hočete biti varni v stock marketu, so growth stocksi. To so v bistvu podjetja, ki zelo hitro rastejo in imajo pol posledično zaradi tega tudi zelo rich valuatione, visoke PE-je. Se pravi, so ovrednotene dosti bolj rich, kakor recimo kakšna druga podjetja. Kar je vse cool, dokler to growajo, kakor je pričakovano. Ampak v bistvu, ko se ta growth ustavi oziroma ko se ta growth upočasni, ponavadi pride do crasha v teh stocksih, tam 30, 40, 50%. In to lahko lepo vidimo v takih letih, kakor je letos. Poglejte si growth stocks, kakšni Shopify, Nvidia, v glavnem, veste, kaj mislim. No, in zdaj, ko veste v bistvu, čemu se investirati, če hočete biti varni v stock marketu, imam pa še dve strategije, ki se mi zdita relativno safe v primerjavi z čem drugim mogoče. In prva strategija je, da investirate v S&P 500 oziroma kakšen ETF, ki spremlja ta indeks. Se pravi, če ne veste, S&P 500 je v bistvu indeks, v katerem je 500 največjih ameriških podjetij, in ko investirate v ETF, ki spremlja S&P 500, je v bistvu tako, da bi investirali v vseh teh 500 stoksov posebej, samo da lahko kupite pač samo en ETF. No, in to pomeni v bistvu, da je vaš
denar zelo dobro, zelo raznoliko razporejen, kar je ponavadi v bistvu dosti varno, zato ker v bistvu, ne vem, vi imate 500 podjetij, če gre eno dol, imate še vedno 499, če gre, ne vem, 20 dol, imate še vedno 480 drugih. Zato je v bistvu ena izmed bolj varnih opcij pri investiranju v stock market. Na dolgi rok je S&P 500 do zdaj šel vedno gor in lahko pričakujete tam okoli 10% return na leto poprečno. No, druga strategija je pa v bistvu, da investirate v Dow 30. To je pa še en indeks, v katerem je v bistvu 30 ameriških podjetij, se pravi 30 največjih podjetij izmed vseh sektorjev v ekonomiji. To je tudi najstarejši indeks od vseh in podjetja v tem indeksu so v bistvu ponavadi videna kot najbolj varna podjetja za investiranje. V Dow imate recimo, ne vem, podjetja kot so Apple, Microsoft, Pepsi, Coca-Cola, Nike, ne vem, Caterpillar, v glavnem podjetja, ki so pač res največje podjetja na svetu iz vseh sektorjev, kar pomeni, da je vaš denar lepo pač raznoliko razporejen in ponavadi so ta večja podjetja tudi dosti bolj stabilna od drugih. Zato, ker ne growajo toliko veliko in imajo tudi dosti consistent growth in to pomeni pa, da jih je tudi lažje ovrednotiti in ponavadi so tudi bolj fair. Zdaj, glede na to, da je v tem indeksu toliko malo podjetij, samo 30, si lahko v bistvu tudi, če vam kakšno od teh podjetij niso všeč, zberete tudi na primer 15 podjetij iz Dowa in sam investirate v teh 15 podjetij. Zdaj, če pogledamo recimo samo lani, da boste videli, da je Dow mogoče malo bolj varen investet kakor ostali. Recimo Dow je bil lani down samo 9%, medtem ko S&P je bil down okoli 20%, Nasdaq je bil pa down okoli 30%. No, tako da, kakor sem rekel, ta podjetja, ki sestavljajo Dow 30, so ena izmed najbolj varnih podjetij in skoraj nemogoče, da bi kakšno od teh podjetij v bistvu prenehalo z delovanjem, da bi šlo bankrupt. Tako da tukaj, kar se tega tiče, sta kar safe. Nek average return per Dow je pa okoli 9% na leto. Se pravi, je malo manj kot S&P, ampak to pač je rezultat tega, da je mogoče malo bolj varen. In ja, to je bilo to za ta video. Upam, da zdaj kaj več veste o tem, kako varno investirati. In ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu.